Državni prazniki so pri nas dela prosti dnevi, a ne čisto vsi. K državnim praznikom prištevamo tudi dan Primoža Trubarja, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, vrnitev Primorske k matični domovini, dan suverenosti in dan Rudolfa Maistra, ob katerih pa ne ostajamo doma. Ko pa govorimo o praznikih, se moramo najprej vprašati, od kod beseda izvira. Izvira iz pojma prazen biti, kar pomeni ne delati. To se pravi, je to dan ali obdobje, ko naj ne bi delali. Tako kot so prazniki lahko državni in dela prosti dnevi, pa imamo še druge praznike oziroma jih je več vrst. Prazniki osebne narave, to se pravi pomembni mejniki v človekovem življenju, kot sta rojstvo, krst, poroka, smrt, razne obletnice. Potem imamo praznike, ki so javnega značaja, se pravi razni državni, cerkveni prazniki. In potem imamo še praznike ob delu, ob pomembnih elementih dela, ki so zelo pomembni bili zlasti za preteklost, ker so ustvarjali v razmeroma enoličnih delovnih opravilih tudi določen ritem. Nenehno dobivamo tudi nove praznike namreč. In če se usmerimo za trenutek na našo dejavnost, to je glasba, moramo omeniti, da je leta 2019 potekal natečaj Volkswagen Špila, ki je na finalnem večeru dal pobudo za nov praznik, imenovan Praznik slovenske narodno-zabavne glasbe. Praznujemo ga 16. maja. Posvečen je tradicionalni slovenski domači glasbi, njenim ustvarjalcem, podpornikom in ljubiteljem. Namenjen pa radijskim in televizijskim postajam, ki takrat slovenski narodno-zabavni glasbi posvetijo še več pozornosti. Namenjen je tudi ansamblom, ljubiteljem zvrsti in vsem prebivalcem Slovenije, ki cenijo zgodovinsko dediščino našega prostora. Vsak praznik, kot vidimo, ima svoj namen. Poglejmo recimo 1. maj. V zvezi s 1. majem je treba povedati, da se je to praznovanje začelo po nasvetu druge internacionale, ki je zasedala leta 1889 v Parizu na svojem drugem kongresu, in takrat je bilo priporočeno delavcem, da naj bi praznovali svoj praznik. 1. maj je državni praznik in dela prost dan. Prav tako 2. maj. No, 18. junija letos pa je nastal še en nov slovenski praznik. Državni zbor je na ta dan sprejel spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih z uvedbo novega praznika. 23. september je posvečen slovenskemu športu. Dan slovenskega športa, kot so ga poimenovali, je praznik vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Slovenci imamo zelo radi praznike, še posebej tiste, ki so dela prosti dnevi, saj se takrat vse ustavi, mnogi pa si vzamejo čas za malo umirjenja, pa priprave na nov zagon. Veliko lepih občutkov v nas vzbudijo prazniki, ki so povezani z družino. To so predvsem tisti božični in novoletni, ko je na mizah tudi veliko dobre jedače in pijače. Ja, predvsem prazniki so namenjeni, da smo doma z družinami, tako da nam to še posebej pomeni, ta čas. V današnjem času ima skoraj vsak dan nek pomen, skoraj vsak dan nekaj obeležujemo. Čas hitro beži in praznik ima še toliko večjo veljavo, da smo skupaj, da se malo umirimo zadevo. Praznike lahko praznujejo tudi občine ali posamezne cerkve. Poznamo tudi številne neformalne praznike, kot so na primer Valentinovo, materinski dan ali pust. V sosednjih državah, Avstriji, Italiji in Hrvaški, imajo zelo podobno število dela prostih dni, ki se zvrstijo čez leto. Najmanj pa jih je v Italiji.